Lep pozdrav vsem na današnjem tretjem seminarju Mreže za prostor, trajnostno urejanje prostora. Danes bo naš gost asistent Matej Radinja, ki je mladi raziskovalec na oddelku za okoljsko gradbeništvo Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. In sicer bomo govorili tokrat o upravljanju voda oziroma o upravljanju z vodami v urbanem prostoru, je dal naslov v svojem predavanju. In tako zaokrožili že tretji korak v smer tega, da se skušamo bolj podrobno poučiti o tem, kako sistem urejanja prostora deluje, kako ga naslavljajo sodobni izzivi, podnebne spremembe in drugi, ki so z njimi povezani, in kakšne rešitve poznamo, kako bi lahko prakso še izboljšali, kje smo in kam gremo. Matej, bom kar ti dala besedo, samo še, če mi daš ta kratka uvodna navodila. Verjamem, da ste že videli, da je dogodek snemamo. Prosim, če imate mikrofone izklopljene in če se tam v imenu pri udeležencih poiščete in si preimenujete ime, tako da vas bomo lahko potem, ko boste v razpravi sodelovali, nekako identificirali z imenom in priimkom. Če želite, lahko dodate tudi institucijo, to omogoča tista funkcija. Vprašanja postavljate lahko kar sproti v klepetalnico in bomo jih zbirali in potem nekako probali nasloviti v času za razprave. Naš današnji sogovornik je pripravil tudi nekaj majhnih anketnih vprašanj, tako da bo popestril malo svoje predavanje. Dogodek bo kasneje, posnetek bo dostopen na IPOP YouTube profilu in na spletni strani Mreže za prostor. O udeležbi boste prejeli tudi potrdila vsi, ki jih boste želeli. Tako da zdaj to je to z moje strani in prijeten popoldan ob zanimivem predavanju želim. Matej, beseda je tvoja. Ja, hvala Maja za to lepo predstavitev in vsem zbranim. Hvala, da ste se udeležili predavanja. Zdaj za začetek, preden začnem preveč sugerirati na tale odgovore, bi vas prosil, če v bistvu kar takoj že izvedemo neko uvodno anketo oziroma uvodna vprašanja na tele 3 trditve v bistvu, na katere odgovarjate z da in ne. Prvo vprašanje je v Sloveniji, oziroma trditev, v Sloveniji že trajnostno upravljamo z vodo v urbanem prostoru. Drugo je, Slovenija je vodnata država in pretirana varčnost z vodo ni potrebna. In pa tretje, v Sloveniji razen občasnih poplav ali suš nimamo težav z vodo. Da malo zmerimo temperaturo v razmišljanju, oziroma kje smo. Še čakamo odgovora, ne? Oziroma še... Okej. Se pravi, na prvi odgovor vas je 3/4 odgovorili, da ne, se pravi, še ne upravljamo z vodami trajnostno v urbanem prostoru. Potem, da pretirana varčnost z vodo ni potrebna, jih je rekel, ja, dobrih 10%, in pa, da nimamo težav, v bistvu ni noben rekel, oziroma ste vsi prepoznali, da neke težave očitno obstajajo, oziroma da jih imamo. Zdaj, me veseli, da je tale skupina tukaj nekako, bom rekel, večinsko odgovorila, ja, proti tem nekim splošnim dogmam, ki mogoče se v neki splošni javnosti pojavljajo, oziroma recimo zakaj biti varčno z vodo oziroma zakaj jo ohranjati, saj imamo v Sloveniji dovolj vode, je nek tak zelo splošen argument, ki ga velikokrat slišimo, in podobno tudi recimo s poplavami, saj pri meni ne bo poplave, saj ostalo je pa potem vse v redu. Tako da
se bomo pa nekako do teh tem v bistvu ves čas nekako vračali oziroma se navezvali na njih. Zdaj, če začnemo klele pri čist neki osnovi, ki jo verjetno vsi dobro poznate, ne, ampak očitno je pa kot družba še nismo zelo dobro usvojili oziroma skozi neke te najbolj osnovne koncepte pozabljamo. Se pravi, na levi strani naravni vodni krog, ne, kjer voda z naravnimi procesi lepo kroži, in potem na desni strani urbani vodni krog, kjer so te procesi prekinjeni oziroma nekateri so intenzivirani. Jaz tam še tale pointer, da si prižgem. Kjer je pa že... Spotlight. Tole ne, ne. Kjer je že pointer? Ne, mouse. Ne. Nina, a kdo slučajno, kako se že pointerček prižge klele? Zgoraj pri tem, ko imaš share screen, ko imaš view options, oziroma mogoče pri tebi kaj pri drugega piše. Ne. Bi mogel biti laser. Ja, pa ga nikjer klele ne vidim. A vidiš to share screen paralelo? Ne. A ja, to ne. Ja, in zraven imaš to view options. Ampak vidimo tudi tvojo miško, tako da lahko mogoče... Ok, pa bom pa z miško, no. Ponavadi ga takoj najdem. Ja, nekateri procesi so prekinjeni, se pravi, vemo, da zmanjšana je infiltracija, zmanjšana je evapotranspiracija in pa povečan je ta površinski odtok. Zdaj, to se neposredno navezuje na rabo prostora, ne, tako da tukaj se v bistvu takoj navežemo na vse sektorje, ki nekako upravljajo z urbanim prostorom oziroma z njegovo rabo. Tale slika na desni strani nekako prikazuje, kako se z večanjem utrjenih površin zmanjšajo infiltracija, evapotranspiracija in se povečuje, se pravi, površinski odtok. Se pravi, nekje v mestnih okoljih več kot polovica vode odteče, recimo 30% se je evapotranspirira. Posledično to privede do poplav in do ostalih nevšečnosti, ki si jih bomo še pogledali, ampak kot neka osnova, k čemu moramo težiti, se pravi, k nekemu vzpostavljanju naravnega stanja, pa tudi če to delamo zdaj z nekimi umetnimi oziroma načrtovanimi elementi. Zdaj, ko pridemo spet k temu urbanemu vodnemu krogu, moramo takoj razločiti, se pravi, na tuje vode, se pravi, neke vode, ki jih k nam prinesejo iz gor vodnih območjih vodotoki, se pravi, tukaj imamo en del mesta Ljubljana in potem hidrogeografsko mrežo, recimo reko Ljubljanico, Gradaščico, Glinščico, Pržanec in vse ostale zaledne vodotoke. No, se pravi, to so tuje vode, ki nekako klasično spadajo pod neko hidrotehniko in tudi pod ukrepe, se pravi, neke protipoplavne ukrepe, ki jih najbolj nekako tako v tem smislu razumemo, nasipe, večje zadrževalnike in podobne neke protipoplavne ukrepe. Potem imamo pa še lastne vode, to so pa te, ki se nekako iz neposrednega zaledja površinsko, se pravi, stekajo v urbani prostor, se pravi, niso del te hidrografske mreže, in pa vse vode, ki padejo neposredno na območje mesta, se pravi, te poimenujemo podlastne vode. In za te lastne vode je nekako odgovorna občina, da nas z kanalizacijskim sistemom oziroma z ukrepi
da nas varuje, ne, pred njihovim negativnim delovanjem. In ja, Direkcija za vode, njena pristojnost so pa v bistvu tele tuje vode oziroma vodotoki prvega in drugega reda, ne. To velikokrat v teh debatah, ne, se meša, ne, kdo je odgovoren za katere vode oziroma kdo mora poskrbeti, da smo varni pač pred poplavami različnega izvora. Ja, in kot smo rekli, se pravi, za te lastne vode, jaz se bom danes vsekakor omejil, se pravi, na te lastne vode, ne na tuje vode, se pravi, kaj se dogaja s padavinsko vodo v naseljih. Ja, in kot smo rekli, zato imamo kanalizacijske sisteme, ne, ki nas do neke mere varujejo pred padavinskimi vodami, predvsem temi, ki se pogosto dogajajo, se pravi, z nekim vsakodnevnim deževjem. So pa načrtovane, se pravi, za neke tudi malo večje povratne dobe, se pravi, recimo 10 let, 30 let. Vsekakor pa niso načrtovani, kanalizacijski sistemi za neke take povratne dobe, kot recimo delamo protipoplavno zaščito strani vodotokov, ne, recimo 100-letne povratne dobe, ne. Kanalizacijski sistem ni načrtovan za tako velike povratne dobe. Seveda pa neka vsakodnevni namen oziroma funkcija, ki jo opravlja kanalizacijski sistem, je pa seveda tudi odvajanje te odpadne sanitarne vode iz gospodinjstva oziroma iz drugih izvorov, seveda za zaščito prebivalstva. Zdaj, zakaj sem pokazal tole sliko, ne, mreže kanalizacijskega sistema Ljubljana, ne, ker vidimo, da ta hrbtenica tega sistema, ne, poteka ob vodotokih. In če si pogledamo še malo bližje, se pravi, tole je nek insert, tukaj Krakovo ob Gradaščici, vidimo, ja, večji kolektorji potekajo ob vodotokih, zaradi dveh razlogov, ne, ker je v bistvu tam padec terena, ne, najnižja točka na območju, in pa zaradi tega, ker imamo potem neke točke, razbremenilnike, kjer se v primeru pač nekih večjih padavinskih dogodkov tudi vode neposredno prelivajo v te vodotoke. Ja, zdaj, če pogledamo malo v zgodovino, ne, kanalizacijski sistemi, pa tale slajd, ne, ni mišljen zato, ker vsi že veste, ne, kaj je njihov namen. Pokazati hočem predvsem to, da so pač kanalizacijski sistemi taki, kot jih zdaj poznamo, odraz nekega časa oziroma stanja tehnologije, ne. Se pravi, vemo, da Rimljani so, pač poznamo najstarejše akvadukte in tudi kanalizacijske sisteme, ne, Kloaka Maxima, zelo znana v Rimu, ne. Oni so imeli to sanitarno infrastrukturo že, bomo rekli, že na zelo visokem nivoju, ne. In je to tudi v bistvu omogočalo, ne, prva večja mesta, bomo rekli, večje naselbine. Potem pa poznamo, ne, pač srednji vek, v bistvu zaton nekako vseh teh že dognanih stvari, visokih civilizacij, razne bolezni, ne, zelo znan je tale primer Londona, poimenovan, ne, The Great Stink, kjer se je v bistvu z industrijsko revolucijo veliko ljudi preseljevalo v mesto, ne, ta sanitarna ureditev pa ni v bistvu temu sledila in potem so pač fekalije nekako pronicale v podzemno vodo, zastrupile v bistvu, ja, vodnjake, in v bistvu tudi takrat je v bistvu bila identificirana ta kolera oziroma leta 1949, ne, on the mode, se pravi, način, kako se je ta kolera prenašala v bistvu iz tiste obstoječih nekih sistemov kanalizacije v vire pitne vode, ne, in v bistvu kako je to potem krožilo. Veliko je bilo takrat žrtev, 30 000, in to je potem tudi povzročilo neko prvo potem, neko novo obdobje, v bistvu gradnjo teh kanalizacijskih vodov oziroma večjih zbiralnikov. Leta 1859, ne, so zgradili takle velik sistem 132 kilometrov kolektorjev, ne, ki so ob Temzi odvajali te odplake ven iz mesta.
In zdaj, če pogledamo recimo podatek WHO-ja iz leta 2016, vidimo, da se kolera po svetu še vedno pojavlja. Pojavlja se pa v mestih oziroma v deželah, državah, kjer ta sanitarna ureditev oziroma kanalizacijski sistemi še vedno niso na voljo. Tako da želim povedati, da kanalizacijski sistemi, kot jih poznamo, ne izvirajo iz nekih časov, kjer je bilo zdravje prebivalstva ogroženo in so za takratne razmere predstavljali najboljšo rešitev tistega perečega problema. Zdaj se pa seveda paradigma, bomo rekli, spreminja in zaradi tega je treba te kanalizacijske sisteme, se pravi, prilagoditi, nadgraditi, izboljšati. Preden skočimo, se pravi, na probleme kanalizacijskih sistemov. Izpostavil bi predvsem 3. Prvo je torej onesnaževanje, se pravi, preko teh razbremenilnikov, predvsem na mešanem kanalizacijskem sistemu. To je tale slika na levi strani, se pravi, mešan kanalizacijski sistem. Verjamem, da poznate razliko med mešanim in ločenim. Se pravi, ob nekem padavinskem dogodku, voda po isti cevi teče kot voda iz gospodinjstev in se potem na teh kritičnih točkah razbremenjuje neposredno v odvodnik, se pravi v reka, jezera, morja. Problem pa je, če ni to ustrezno načrtovano oziroma če ne pride do ustreznega tega mešanja, rečenja, sanitarne in odpadne padavinske vode. To pa potem pomeni, da se v bistvu sicer razrečena, ampak še vedno ta odpadna voda, sanitarna, priliva neposredno v odvodnike. Se pravi, to je nek prvi problem, ki ga imamo s kanalizacijskimi sistemi. Drug problem je v bistvu njihova prevodna sposobnost, se pravi, ni neomejena, kot smo rekli, so dimenzionirane neke relativno majhne povratne dobe. Čim presežemo to povratno dobo, se nam zgodi, da v bistvu voda in se pravi iz vseh utrjenih površin ne more v bistvu odtekati v kanalizacijski sistem. Posrednično lahko pride do nekega poplavljanja cest oziroma ostalih površin in pa v bistvu se nam pojavi tale povratni tok nazaj tudi v stavbe. Tretji problem pa je v bistvu, da sam kanalizacijski sistem v bistvu naravne vire obravnava kot odpadke. Se pravi, mi takoj rečemo padavinska odpadna voda. Čeprav je padavinska voda sama po sebi, ko pade na površje, popolnoma izpravna. In ja, tudi v bistvu, tudi bomo rekli, sanitarna odpadna voda predstavlja nek naravni vir hranil in jo hkrati vseeno takoj obravnavamo kot odpadek. Tako da, če si zdaj te 3 točke malo bolj podrobno pogledamo, se pravi, tole je en primer razbremenilnika v Ljubljani, ki ob padavinskem dogodku, ta mešana odpadna razrečena, sicer komunalna voda teče recimo neposredno v Gradaščico. Zadeva recimo ni tako nedolžna, ker potem vidimo tudi v sušnem času, se pravi, da dejansko vidimo tukaj ostanke nekih higienskih pripomočkov, WC papirja, da dejansko v bistvu se razbremenjujejo. In tukaj je eno retorično vprašanje, kdo se prvi javi za kopanje na mestni plaži. Se pravi, ko govorimo recimo o teh rekah, ki tečejo čez mesta, in o kopanju v teh rekah, dokler teh stvari ne bomo uredili oziroma sanirali, težko pričakujemo, da se bodo ljudje tudi kopali v taki vodi. Potem poplave lastnih voda. Pred 2 letoma je bila kar nek serija večjih takih poletnih nalivov. Izraziti so bili v začetku julija leta 2019. Takrat sta bila najbolj prizadeta mesto Ptuj in Kočevje. Kot odgovor na to je potem na Ptuju tudi potekala ena konferenca na to temo, potem v jeseni.
Ja, se pravi, tukaj vidimo potem podatke od Arsa, ne, povratna doba tega naliva je bila več kot 100-letna, v 25 minutah je padlo približno 50 mm padavin. No, zgodba se je pa potem malo manj intenzivno ponovila še čez par dni, se pravi 12-13 julij, približno 10-letna doba, povratna doba padavin. In tukaj vidimo potem poplavljenega enega izmed trgov na Ptuju. Zdaj, kaj želim predvsem tukaj opozoriti? Ker smo se tudi prejšnjič pogovarjali o pač prostorskih planih, ne, in kako je v bistvu, kako so vodarske podlage v njih upoštevane. Zdaj, tole je hidrološko-hidravlična študija oziroma integralna karta poplavne nevarnosti za območje Ptuja, se pravi, prikazane so in 10-letne, 100-letne in 500-letne povratna doba. In če pogledamo takole bližje, vidimo, da tale trg, ki je na tisti karti bil poplavljen, je dejansko čisto suh. In zdaj, zakaj gre? Tele HH študije prikazujejo v bistvu delovanje vodotokov oziroma razlivanje tujih voda oziroma vodotokov. Se pravi, kaj se nam dogaja z lastnimi vodami oziroma kako odreagira kanalizacijski sistem, na teh kartah ni prikazano. To je pa v bistvu neka nadgradnja, ki bi jo večina mest še mogla narediti, se pravi, hidrološko-hidravlični modeli kanalizacije oziroma mestnega območja samega, oziroma kaj se nam pa zgodi, ko imamo nek zelo intenziven naliv, ker v tem času, kakor smo videli 25 minut, Drava definitivno ne bo narasla in poplavila. Drug primer je bil zraven, recimo še Kočevje, ki sem ga šel zdaj prav naknadno iskat, in dejansko samo tipkamo kakšen takle datum in takoj vidimo že v novicah, kaj se je takrat dogajalo. Se pravi, Kočevje isto, takrat je bila, vidimo, še krajši interval, 10 minut, dolžina intervala, 30 mm padavin, se pravi, to je res neka taka nevihtna celica, neurje, tudi tukaj je tukaj opisano, supercelična nevihta, in vidno so bili pač deli mesta poplavljeni. Zdaj, če tukaj pogledamo tole študijo, sicer vidimo, da tole območje dejansko je identificirano kot poplavno, da bi ga tudi reka Rinža kot sama poplavila, tako da nekaj prekrivanja je, zato ker smo v neposredni bližini vodotoka, ampak se pravi, še vedno ta karta ne prikazuje poplave lastnih voda, ki se nam je zgodila na tej sliki. In potem problem 3, ki smo ga omenjali, linearna obravnava vodnih virov. Se pravi, tako ko obravnavamo drugje v gospodarstvu linearno pač naravne vire, po tem principu vzami, uporabi in odvrži, tudi vodo na ta način tretiramo. Se pravi, na levi strani z oranžno vodni vir svež nekje v naravi odvzamemo, se pravi iz podtalnice, iz reke ali pa iz kakšnega drugega vira. Potem jo pripravimo do neke stopnje pitne vode za celotni sistem, nimamo nekih ločenih sistemov za različne vrste kakovosti vode. Potem jo po vodovodnem sistemu pripeljemo oziroma dovedemo do uporabnikov. Porabimo vodo enolične kakovosti, ne glede na to, za katero rabo, se pravi, a peremo avto ali jo pijemo, uporabljamo vedno pač vode najboljše kakovosti. Potem jo odvedemo na čistilo napravo, očistimo in potem nazaj spustimo v okolje. In potem se nam ta cikel nekako ponovi, oziroma nekdo dol vodno potem to vodo ponovno uporabi za svoj vodni vir. Zdaj, kako bi pa vodo obravnavali drugače, se pravi v krožnem gospodarstvu, pa ni to poudarek tega predavanja, želim samo izpostaviti, da v bistvu s trenutnimi sistemi vodo nekako uporabljamo linearno, ne pa krožno.
Se pravi, v krožnem gospodarstvu bi vodo razločili na več različnih vodnih virov, se pravi na sveže, te neposredno odvzete iz narave in pa očiščeno odpadno vodo. To bi pomenilo, da bi imeli tudi pripravo vode na različne sisteme razdeljene oziroma mogoče en sistem za pitno vodo in neke manjše podsisteme za manjše skupine objektov. Posledično bi tako potekala tudi distribucija in pa plus bi bil, da bi potem posledično lahko vodo porabljali različne kakovosti na različnih mestih oziroma glede na dejavnosti. Potrebno je potem tudi razločevanje in obdelava teh različnih frakcij odpadne vode, se pravi, da ločimo sivo vodo, črno odpadno vodo, strešno vodo recimo, in pa potem neka obnova virov iz te odpadne vode, se pravi od hranil do energije, recimo, vemo, da v bistvu iz raznih strojev odvajamo hkrati tudi energijo, toplo vodo, in pa hranila, ki bi jih lahko potem uporabili tudi v drugih sektorjih, recimo v kmetijstvu in pa industriji. Ter potem seveda ponovno uporaba te vode, del se jo pa še vedno vrne v naravo. Tole je potem, kako izgleda neka krožna obravnava vodnih virov v sami stavbi. Se pravi, da nek del je še vedno pitna voda, ki jo vsekakor potrebujemo za pitje, za pripravo v kuhinji, za pripravo hrane in pa tudi za umivanje, tuširanje. Potem moramo uporabiti tudi padavinsko vodo, ki jo na stavbo pade in je v bistvu kot nek dragoceni vir. In pa recimo potem ponovna uporaba dela odpadne vode, se pravi recimo siva voda, ki je malo obremenjena iz recimo umivalnikov in tušev, jo potem že na licu mesta pač očistimo do neke stopnje, ki ni pač pitna, jo shranimo in potem recimo uporabimo za neke rabe, ki ne zahtevajo pitne vode, se pravi recimo za splakovanje stranišč, pralne stroje in podobno. To je pač en primer, se pravi, nelinearnega oziroma krožne obravnave vodnih virov. Se pa v bistvu zdaj v nadaljevanju predavanja, tale zgodba zdaj jo dam kot nek teaser, zato ker je zadeva zelo kompleksna in v bistvu ne moremo zelo tako poenostavljeno razložiti, tudi bomo rekli še bolj v globino. Tako da se pol v nadaljevanju v bistvu fokusiram na padavinsko vodo in ne tako zelo vezano prav na objekte. Se pravi, objekti sami, vedno gre potem za povezavo padavinske in vse ostale pač vode in je treba potem objekte nekako celovito obravnavati. In zdaj, če pogledamo, kako se pa tudi nekako celotna vodarska stroka razvija zgodovinsko, oziroma kako se tudi nekako, če pogledamo na zgornji strani, je v bistvu razvoj družbenega znanja in neke zavedanja družbe, in pa potem na spodnji strani, kako je sledil temu tehnološki razvoj in pa v bistvu ta razvoj storitev vodarske stroke. V sredini pa potem tudi so te stopnje nekako poimenovanja z različnimi stopnjami razvoja mest. Se pravi, če začnemo na začetku, najprej imamo pač potrebo po zagotavljanju pitne vode, tukaj izvirajo pač vodovodni sistemi. Potem imamo zaščito, se pravi to sanitarno zaščito pred boleznimi, se pravi sewer city, odvajanje sanitarne odpadne vode. Po tretjo je potem zaščita pred poplavami, se pravi odvajanje oziroma dreniranje padavinske odpadne vode. In potem, po četrto, je že nekako zaščitenje vodnega okolja pred negativnim, pred onesnaževanjem mest. Se pravi, tukaj že pride nekako zaščita okolja, bomo rekli,
čiščenje te odpadne vode, ki smo jo tukaj v prvi točki začeli odvajati iz mesta neposredno v vodotoke. Zdaj bomo rekli, da prve tele 4 točke imamo že nekako bolj kot ne osvojene, oziroma da se tukaj nekako kot družba recimo v Evropi nahajamo. Zdaj tele ostale točke so pa nekako že zelo tako omejene oziroma so še v razvoju, ne. 5. točka je zavedanje o omejenosti naravnih virov. Se pravi, kot storitev se pojavi neka uporaba vode različne kakovosti za različne namene, se pravi tale fit for purpose, ne, da uporabljamo vodo ne vedno najboljše kakovosti za vse namene, ampak da uporabljamo samo tako vodo, ki jo potrebujemo, tiste kakovosti, ki jo potrebujemo, saj se zavedamo, da je tiste najboljše, pitne vode oziroma sveže vode, da je omejena. Potem sledi nek driver, o katerem zelo zadnje čase govorimo, climate change oziroma prilagajanje, odpornost na klimatske spremembe. To kliče po neki ureditvi, ki jo rečemo water sensitive city oziroma na vodno občutljivo mesto, ki kliče po neki multifunkcionalni oziroma večfunkcionalni prilagodljivi infrastrukturi. Se pravi, da prehajamo od teh monofunkcionalnih sistemov, kot so kanalizacijski sistemi in pasivna infrastruktura, k neki infrastrukturi, ki nudi še neke dodatne koristi oziroma ima več koristi tudi v kontekstu klimatskih sprememb. In pa potem kot neka nadgradnja, zadnja stopnja, ki je zdaj, bomo rekli, nekako zadnje dognanje, verjamemo pa, da bojo še tudi neke prihodnje stopnje, se pravi prilagajanje na vse, bomo rekli, vodne probleme oziroma pereče probleme in probleme v bistvu urbanih okolij. Tukaj pa pridemo potem do nekih teh blue-green, modro-zelenih mest, modro-zelene infrastrukture. Zakaj gre? Gre za sistematsko uvajanje nekih rešitev, ki so kvalitativno zasnovane znotraj nekega okvira in zasleduje predvsem ekosistemske storitve na različnih nivojih in povezuje nekako, bomo tudi rekli, vse deležnike v prostoru in predvsem tudi postavi človeka, bomo rekli, v fokus oziroma njegove koristi. In kaj je zdaj tukaj najbolj pomembno? Kot sem že prej rekel, spreminja se paradigma oziroma spreminja se pristop. Zato, ko se kdaj pogovarjamo s kom, ki je recimo upravljalec vodovodnega sistema ali pa kanalizacijskega sistema, se mogoče počuti malo ogrožen, ker govorimo, da njihovi sistemi niso v redu. Njihovi sistemi so super za neko drugo stanje v družbi oziroma za neke druge potrebe. Naše potrebe se pa zdaj v bistvu razvijajo, vidimo v bistvu neke dodatne priložnosti in zato je treba te sisteme v bistvu nadgraditi. Zdaj, tukaj je še ta, kakor smo rekli, se pravi driver podnebne spremembe. Ne bom na dolgo in široko o temu, hotel sem samo povedati, da recimo že od leta 2014 je tole poročilo podnebne spremembe v Sloveniji, kjer je jasno navedeno, se pravi več ekstremnih dogodkov, več stoletnih poplav, več hidroloških ekstremov, se pravi že od takrat vemo, da nas to čaka in da bi mogli v bistvu nekaj na tem področju narediti, se pravi tudi v mestih. Zdaj, kako se lahko vodni sektor in podnebne spremembe, zdaj na področju blažitev, zmanjševanja CO2, tukaj ni veliko za narediti, vodni sektor se mora predvsem prilagajati na podnebne spremembe. Zdaj, kaj moramo storiti? Povečati moramo odpornost
na oba hidrološka ekstrema, se pravi na poplave in sušo. Zakaj ne? Ker je preventiva boljša in cenejša kot kurativa, se pravi stvari, ki jih bomo vnaprej naredili, ne nas bojo dolgotrajno ščitili, te stroški se bojo pa samo v bistvu poplavne škode, suše in podobno samo nalagali, ne. Zdaj, kako ne? Za uporabo te večfunkcionalne modro-zelene infrastrukture, za implementacijo katere ne morajo pa sodelovati v bistvu vsi sektorji v urbanem prostoru, se pravi vodni sektor pa lahko seveda za ta del vode nekako usmerja, kakšne so potrebe oziroma kaj je na katerem območju najbolj pereč problem in kako ga v bistvu reševati. Zdaj bi si pa v nadaljevanju pogledali predvsem tale kako ne, oba vidika, se pravi, kaj sploh je modro-zelena infrastruktura, kaj jo poimenujemo, in pa v bistvu sodelovanje z ostalimi sektorji. Siva proti modro-zeleni infrastrukturi, ne. Najprej sploh, kaj je razlika, se pravi, siva infrastruktura, ne, ta klasične cevi in jaški, ne, v bistvu vse, kar naredijo, je prenesejo problem, ne, oziroma iz ene točke na drugo, se pravi, velike količine vode drenirajo iz mesta oziroma območij v mestu v neko izhodno točko. Zdaj, modro-zelena infrastruktura oziroma neki te sonaravni pristopi, ne, pa vključujejo te naravne procese urbanega hidrološkega kroga, ne, naravnega, se pravi čiščenje, filtracijo, infiltracijo, evapotranspiracijo in v bistvu tudi zmanjšujejo ta poplavni val, ne, upočasnjujejo tok in zmanjšujejo v bistvu konico poplavnega vala in kot taki v bistvu varujejo pred poplavami. Hkrati pa tudi čistijo to vodo, ki se površinsko steka oziroma površinsko odvaja iz mesta. Zdaj modro-zeleno infrastrukturo opredelimo kot naravne in polnaravne sisteme, od tod izvira ta prepona zelena, ki so namenjeni upravljanju s padavinskimi vodami, ne, od tukaj pa ta del besede modra, v mestih, ki hkrati upravljajo širok nabor ekosistemskih storitev, ne. Niso usmerjene samo v zagotavljanje neke te vodarske storitve, ne, ščitene pred poplavami, ampak hkrati, ker so v bistvu naravni in polnaravni, nudijo še veliko ekosistemskih storitev. Kot smo rekli, osnovna filozofija je posnemanje naravnih procesov in poskrbeti želimo, ne, da padavinsko vodo zadržimo na mestu, kjer v bistvu pade, in pa da se prepreči mešanje z sanitarno odpadno vodo, ne, ker čim jo zmešamo z sanitarno odpadno vodo, dobimo samo velike količine onesnažene, ne, bolj onesnažene vode, ne, če padavinsko vodo nekako ločimo, jo potem lažje nekako tudi infiltriramo in vračamo nazaj v vodni krog. Zdaj, ta izraz modro-zelena infrastruktura izvira iz angleščine, iz Blue-Green Infrastructure, ima pa res zelo veliko nekih sopomenk oziroma podobnih konceptov, ki so se v bistvu hkrati razvijali na različnih koncih sveta, ne, od Združenih držav do Avstralije, do Evrope, kot so recimo SACI, se pravi Sustainable Urban Drainage Systems, te so značilni za Anglijo, potem Low Impact Development, Best Management Practice, značilni predvsem za Združene države Amerike, Water Sensitive Urban Design izvira iz Avstralije, no in pa sedaj zadnja leta so oziroma tudi Evropska unija zelo, bomo rekli, gre v to smer oziroma v to poimenovanje Nature-Based Solutions.
Ja, kot sem napisal, poizkusi prevoda v slovenščino, se pravi, nimamo še nekega ustaljenega prevoda, se pa pojavljata, se pravi, sonaravne rešitve oziroma na naravi temelječe rešitve. Zdaj, bistvena zadeva pri tem je, da v bistvu vsi koncepti temeljijo v bistvu na isti vsebini, se pravi, vključevanju nekih naravnih oziroma polnaravnih elementov in pa posnemanje naravnega hidrološkega kroga. Zdaj, predvsem v razjasnitev, mogoče, ker se v slovenskem prostoru so recimo ne v vodarski stroki, ampak recimo v prostorsko-načrtovalski stroki, je kar tudi nekaj sorodnih izrazov, pa želim samo izpostaviti, da v bistvu ne gre za iste zadeve, se pravi, recimo zelene površine, zelen sistem, zelena infrastruktura, ni to enako modra zelena infrastruktura, kot jo mi tukaj razumemo. Predvsem zato, ker zelene površine nekako nimajo pripisane te aktivne funkcije zadrževanja in ponikanja. Se pravi, kaj s tem mislim? Zelene površine, kot jih razumemo v tem smislu, ne prevzemajo recimo padavinske vode iz drugih utrjenih površin oziroma je ne vodimo tja s tem namenom, da jo bomo tam recimo zadržali ali pa potem infiltrirali, nekako poskrbijo za te padavinske vode, ki same po sebi padejo na njih, niso pa pač dimenzionirane kot prav elementi, ki bi skrbeli za to urbano odvodnjo. Se pa pojavi v tem kontekstu enega priročnika, ki ga tudi tukaj od spodaj citiram, zeleni sistemi v mestih, se pa v tem kontekstu bolj razumejo te sonaravne rešitve, se pravi, so trajnostne na naravi temelječe rešitve, ki vključujejo tudi so rešitve za odvodnjavanje, varstvo pred poplavami. Se pravi, v tem kontekstu bi potem modro-zeleno infrastrukturo enačili z sonaravnimi rešitvami. Se pravi, to gre za razlike v terminologiji, važno je pa, da vemo, o čem govorimo. Se pravi, izziv je zdaj nadgraditi te obstoječe zelene površine, ki jih imamo v mestih, v modro-zeleno oziroma z modro-zeleno infrastrukturo, da bojo izpolnjevale te funkcije urbane odvodnje v večji meri. Zdaj, če se še enkrat vrnem na tale priročnik, ki je izšel lani, zeleni sistemi v mestih in naseljih, in tam so tele zelene površine zelo dobro opisane. Želim pa opozoriti oziroma prikazati na to, da padavinske vode in meteorne vode, kot so tudi poimenovane, se res zelo skromno pojavijo samo na nekaj mestih in iz tega pač izhaja tudi tale moja trditev, da jih razumemo predvsem v tem smislu pasivnega oziroma nenačrtovane urbane odvodnje. In zdaj, če si bolj natančno pogledamo, kaj so zdaj te elementi modro-zelene infrastrukture oziroma kateri elementi naj bi to točno bili. Tale graf je zelo lep, ker prikaže v bistvu od leve proti desni, se pravi, kako se te elementi razlikujejo med sabo od tega, a so zelo taki mehanski oziroma biološki, oziroma vključujejo predvsem neke tudi biološke procese. Takoj moram reči, da te na levi strani mehanski, ni to tipična modro-zelena infrastruktura, se pravi, tukaj not imamo recimo večje cevi, povečane cevi, potem flow control devices, se pravi neke ventile in podobno. To so, bomo rekli, elementi, ki jih potrebujemo, da dosežemo, da lahko predvsem usmerjamo vodo v določeno smer oziroma jo zadržimo, da jo potem lahko uporabimo na teh elementih modro-zelene infrastrukture. Se pravi, so kot za usmerjanje oziroma kontrolo
površinskega odtoka. Se pa potem tudi na desni strani increasing level of volume reduction, tudi kako pa vplivajo, se pravi od spodaj navzgor, na zmanjšanje samega v bistvu površinskega odtoka. Na zgornji strani pa prikazano, katere v bistvu procese, hidrološke procese uporabljajo, se pravi recimo zadrževanje, dolgotrajno in kratkotrajno, potem filtracijo, infiltracijo in pa čiščenje. Verjamem, da veliko teh elementov prepoznate, se pravi neki taki suhi ali pa mokri zadrževalniki, potem infiltracijski jarek oziroma ponikovalnice, constructed wetland oziroma rastlinska čistilna naprava, deževni vrtovi, infiltracijske kotanje, in podobno, da ne berem vseh. Se pravi, to so elementi modro-zelene infrastrukture. Zdaj, če si, tukaj je še podrobno prikazano oziroma dodatno prikazano, so te elementi razvrščeni ponovno, se pravi, kako določeni so, kaj je njihova osnovna funkcija. Nekateri so namenjeni zmanjševanju površinskega odtoka, nekateri zmanjševanju konice površinskega odtoka potem, ko je že nastal, nekateri izboljševanju kakovosti vode, se pravi, imamo recimo mehansko in pa biološko čiščenje, in pa potem na levi strani v bistvu potem točno s katerimi procesi to dosegajo in pa katere ekosistemske storitve dodatno nudijo. Se pravi, tale tabela je nekako namenjena temu, da nekdo, ko ima identificiran nek problem v prostoru, ve recimo, želim zmanjšati površinski odtok ali pa želim zmanjšati konico tega poplavnega vala, kateri elementi so primerni in pa potem seveda, katere neke dodatne storitve, ekosistemske storitve nudijo. Poudariti je pa treba tudi to, da velikokrat te modro-zelena infrastruktura zahteva, da jo kombiniramo oziroma da naredimo nek set oziroma da te elemente povežemo skupaj. Se pravi, mogoče tale prvi sklop skrbi, da zmanjšujemo površinski odtok, tisti površinski odtok vseeno nastane, potem sledijo elementi za zadrževanje konice in pa potem na to recimo izboljšujemo kakovost vode, ki jo potem lahko ponovno uporabimo oziroma vrnemo v naravno okolje. In če se potem strinjamo, da želimo modro-zeleno infrastrukturo uporabiti, je pa vprašanje, katero, kje, kako, zakaj. Se pravi, prvi korak je potem definirati trenutno stanje, se pravi, naše trenutne probleme v mestu, na urbanem območju. To lahko naredimo z modeli urbane odvodnje, to so tisti modeli, za katere sem prej rekel, da jih še potrebujemo v slovenskih mestih, da bi definirali v bistvu, kje so neke kritične točke vezano na lastno padavinsko vodo. Potem sledi simulacija pričakovanih scenarijev v okviru podnebnih sprememb. Lahko dejansko napovemo, mogoče tudi, če zdaj trenutno vse funkcionira ali pa smo s trenutnim nivojem varstva zadovoljeni, lahko pogledamo, kako bomo pa pod različnimi scenariji podnebnih sprememb se odrezali. Se pravi, če bomo imeli bolj intenzivne poletne nalive, kaj bo pa to pomenilo za naš sistem oziroma urbano odvodnjo. In pa potem to gremo lahko simulirati, kako bomo lahko z modro-zeleno infrastrukturo te učinke izboljševali oziroma se ščitili pred negativnimi vplivi ter potem ovrednotili njihove učinke. Pa si dajmo zdaj te korake pogledati na enem praktičnem primeru. Tole ni nobeno slovensko mesto, je mesto Girona v Španiji, kjer sem jaz se tudi s temle področjem začel ukvarjati v sklopu magisterija oziroma magistrskega študija izmenjave. Se pravi, na začetku imamo
neko mrežo, kanalizacijski sistem, poznamo točke, lokacije, to lahko tudi v Sloveniji kjerkoli dobimo, GIS podatke kanalizacijskega sistema. Se pravi, vzpostaviti moramo model urbane odvodnje, tako da v bistvu vse tiste jaške povežemo z nekimi prispevnimi površinami in potem lahko modeliramo, kako se naš ta sistem obnaša ob različnih padavinskih dogodkih. Tukaj vidite, kako se tele cevem in jaškom spreminja barva. Gre za to, da tekom simuliramo, kako tekom padavinskega dogodka so določene kritične točke obremenjene, preplavljene in na ta način v bistvu identificiramo, kje v prostoru v bistvu se nam že v trenutnem stanju pojavljajo neke težave. Vidimo, tukaj zdaj so teli jaški z rdečo obarvani, so polno v bistvu obremenjeni in v bistvu tudi prihaja do nekega prelivanja. Tazgele modela. Zdaj, kaj vse potrebujemo? Model je potrebno ne samo, bomo rekli, narisati, ampak ga je treba tudi umeriti. In zato nujno potrebujemo meritve na samem kanalizacijskem sistemu, na nekih kritičnih točkah, merimo pretoke, se pravi ob različnih padavinskih dogodkih in potem modele umerjamo, se pravi na te meritve. Se pravi, model mora za simulacijo prikazati iste rezultate, kot smo izmerili na terenu. Šele tak model lahko potem uporabimo za modeliranje oziroma načrtovanje umeščanja nekih ukrepov. Zdaj tukaj je prikazano, kako smo potem predvidevali na raznih odprtih površinah infiltracijske jarke, infiltracijske kotanje. Se pravi, to so tele rumene točke, kjer smo na neke javne površine predvidevali to infrastrukturo in pa potem z različno barvo te prispevne površine, iz katerih bi se na same elemente. To so bili dve vrsti ukrepov in pa potem še zelene strehe. Se pravi, tele šrafirane z zeleno. In kaj potem naredimo? Potem pa, seveda izziv pa je, te ukrepe, vidimo, so decentralizirani in pa prostorsko razpršeni umestiti v sam prostor. Zato skozi ponavljamo, da teh ukrepov ne more, se pravi, vodarska stroka ali pa neka komunala sama razmeščati, lahko sama predlaga, kje v prostoru bi bili, more pa vsekakor potem urbanizem oziroma mestno planerstvo priti tukaj zraven in potem ta prostor rezervirati oziroma mora priti do nekega soglasja, kaj je možno v prostoru narediti in kje je to smiselno umestiti. Pokažem zdaj tele, se pravi, scenarije. Imeli smo 3 tipe tehle modro-zelene infrastrukture, potem njihove kombinacije in še en element sive infrastrukture, podzemni zadrževalnik, ki smo ga neposredno tam ob točki meritev predvideli, kar takle zajeten, 8750 kubičnih metrov. In pa potem smo ocenili njihov investicija, začetna investicija in pa stroški vzdrževanja. Potem je sledila simulacija za različne povratne dobe, 15-minutni naliv, 1-urni naliv, 6-urni naliv in pa različne povratne dobe, 2 leti, 5 let, 10 let. In potem kakšen je vpliv teh scenarijev na zmanjšanje povratne dobe. Se pravi, tukaj imamo na desni strani procent zmanjšanja tega poplavnega toka. Se pravi, tukaj od spodaj average CSO reduction, poprečno zmanjšanje razbremenjevanja. Vidimo infiltracijski kotanje so nam zmanjšale to razbremenjevanje za 50%, jarki recimo samo za 11%, tale podzemni
zadrževalnik za recimo 35%. Ampak zdaj, kaj je bistvo celotne zgodbe? Ja, v glavnem tole smo še rekli, ključni vidik je, da pri scenarijih pretehtamo res ne samo ta vidik urbane odvodnje, ampak tudi v bistvu teh ekosistemskih storitev dodatnih koristi. In izberemo seveda tistega, ki nudi največ koristi. Ja, potem pa tale drugi del stavka, kako v sodelovanju z ostalimi strokami, ki delujejo v urbanem prostoru. Jaz sem v sklopu neke druge študije, smo pogledali malo tele strategije, dokumente, kako se urejanje prostora, urbanega prostora nekako povezuje z vodo v mestih. Tukaj je par mednarodnih dokumentov, recimo Urbana agenda EU, dogovor iz Amsterdama, omenja prilagajanje na podnebne spremembe, trajnostne rabe prostora, sonaravne rešitve, kakovost zraka, potem tudi deklaracija iz Quita, omenja zmanjševanje količine odpadne vode, zmanjševanje vodnih izgub, spodbujanje ponovne rabe vode, zbiranje, zadrževanje vode ter obnavljanje podzemne vode. Tako da vidimo, da vsi teli dokumenti pač vodo zelo naslavljajo. Podobno tudi voda v mestih, imamo cilje trajnostnega razvoja, recimo izpostavil bi poleg cilja 6, sanitarne ureditve, tudi cilj 11, poskrbeti za odprta, varna, vzdržna, resilient in trajnostna mesta ter naselja. Še posebej zanimiva so načela za pametno ravnanje z vodo v mestih, ki jih je izdala IVA, Mednarodna zveza za vodo. Tole so teli principi, kjer vidimo seveda vse je v krogih, imamo 5 krogov, ki potekajo na različnih nivojih in vidimo poleg tehle najožji krog neke regenerativne vodne storitve, vidimo takoj pod 2 na vodo občutljiv oziroma vodno občutljiv urbano načrtovanje mest. Se pravi, to je neko načrtovanje, ki omogoča te regenerativne vodne storitve, zmanjšuje poplavno nevarnost, povečuje tudi v bistvu ta vidni vodni element, in pa se pravi uporablja materiale, ki zmanjšujejo negativni vpliv na vode. Potem po 3, seveda ta razsežnost, se pravi, gremo iz razsežnosti mesta na nek regijski nivo, se pravi povezanost mest med sabo in pa potovanje, se pravi vodnih virov, se pravi, tukaj spet pridemo do tega prostorskega načrtovanja na regijskem oziroma državnem nivoju in pa potem potrebujemo skupnosti, ki so nekako vodno ozaveščene, in pa seveda pod 5 neke gradnike, se pravi od vizije do pač deležnikov, ki imajo dovolj znanja, neke orodja za načrtovanje in pa seveda tudi za implementacijo. Opozoril bi tudi v tem kontekstu tole novo Leipziško deklaracijo, ki je bila sprejeta zdaj nedavno novembra 2020 v okviru nemškega predsedovanja Evropski uniji, ki izpostavlja 3 dimenzije mest. Saj verjamem, da je kdo tudi tele dokumente pozna. Se pravi, mesto mora biti pravično, zeleno in pa produktivno. Pod zeleno najdemo tudi ponovno te regenerativne ecosystem services, ekosistemske storitve, ki jih dosežemo z sonaravnimi rešitvami, ki vključuje visoko kakovostno zeleno in modro infrastrukturo, predvsem da naslavlja podnebne spremembe. Hkrati izpostavlja tudi vse, se pravi, sodelovanje različnih deležnikov, različnih strok,
in njihove pač povezovanje, ker to je v bistvu edini način, da vse tele visoko leteče cilje v mestih dosežemo. Ja, zdaj pa kako je pa povezanost z temi dokumenti oziroma strategije zakonodaja na nacionalni ravni. Se pravi, smo ugotovili, na mednarodni ravni že vse zelo dobro štima. Zdaj, prostorsko načrtovanje poznamo različne dokumente, recimo strategija prostorskega razvoja Slovenija, omenja, da naj bo v naseljih čim več zelenih površin zaradi izravnave velikih temperaturnih ekstremov, omogočanja postopnega odvajanja padavinskih voda. Ter naprej, recimo, da je treba padavinsko in odpadno vodo odvajati ločeno, padavinsko vodo se čim dlje zadrži na mestu, kamor je padla, zaledne vode površinske odvajamo mimo naselij, se pravi, zadeva že zelo lepo naslavlja vode. Potem imamo recimo strategijo varstva in razvoja zelene infrastrukture v ljubljanski urbani regiji. Pod cilj 1, izboljšanje stanja okolja, se pravi, posebno skrb je potrebno nameniti upravljanju z vodo, ponikanje, zadrževanje, poplavno varnost in načrtovanje rešitev, ki zadostijo več funkcijam hkrati. In pa, ja, seveda podnebne spremembe in prilagajanje na njih, ponovno se pojavijo ekstremi povezani z vodo. Imamo zelen zakon o urejanju prostora, imamo te, kot smo povedali, zelene sisteme, zelene površine, ki se na nje navezujejo, in cilj urejanja prostora med drugim prispevanje k prilagajanju na podnebne spremembe in ustvarjajo razmere za zmanjševanje in preprečevanje naravnih in drugih nesreč, kamor ponovno lahko umestimo poplave. Zadnji je še uredba o prostorskem redu Slovenije. Tukaj mi je pa predvsem zanimivo to, da sama tale uredba opozori na tisto, kar smo se prej pogovarjali, nekako implicira na krožno upravljanje z vodo, sistemi oskrbe z vodo naj v čim večji možni meri kot vir tehnološke vode, vode za gašenje ali druge namene, ki niso namenjeni pitju, uporabi manj kakovostne vodne vire. Se pravi, ne uporabljamo za vse namene pitno vodo, ampak druge vodne vire. In pa padavinska voda se ponika. Recimo, kaj bi še tule lahko bilo, se tudi zadržuje, ne samo ponika. Okej, zdaj bomo tako rekli, tudi prostorsko načrtovanje na veliko mestih omeni vodo. Zdaj, zakonodaja na področju vode, bomo rekli, je zelo usmerjena v vodo in nekako ne govori o tem, da jo ne predpisuje, bomo rekli, nekih prostorskih ukrepov, pač to je posledica pač naše ureditve, prostorsko načrtovanje ureja ostale sektorje v prostoru. Tako da ni v bistvu za pričakovati, da bi področna zakonodaja na področju vode v bistvu v drugo smer v bistvu neke predpise oziroma imela neke zahteve. Je pa zanimivo, tole sem izpostavil, ni čisto vezano samo na vodo v mestih, ampak na splošno strategija razvoja Slovenije, trajnostno upravljanje naravnih virov, kjer je med drugim tudi voda, voda, hrana, energija, jo bomo dosegli v bistvu to ekosistemski način upravljanja s preseganjem sektorskega načina razmišljanja. Se pravi, to se nam zdaj res tako vleče kot leitmotiv čez celo zadevo, se pravi medsektorsko preseganje načina razmišljanja, če želimo v bistvu se prilagajati na podnebne spremembe. In pa seveda učinkovito upravljanje površinskih in podzemnih voda, kjer pa spet lahko učinkovito upravljanje površinskih voda v mestih ni izključno siva infrastruktura. Zdaj, zakon o vodah seveda govori
se pravi, tukaj se mi je zdelo predvsem pomembno, no, tole, kar sem že prej omenil, za padavinske vode v naseljih so pač lastne padavinske vode, to je naloga pač lokalnih skupnosti oziroma občin, kar zajema zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka, tukaj se pa to pojavi, zmanjševanje odtoka in v bistvu zadrževanje ter dobro še izlitje komunalnih in padavinskih voda. Ter pa da v odlokih lokalnih skupnosti je običajno predpisano ponikanje padavinskih voda, kjer je to mogoče in dopustno, drugače se pa seveda zmanjšati potreba odtok v javno kanalizacijo. Potem imamo še uredbo o emisiji snovi, dve uredbi v bistvu, eno je za odvajanje iz cest, drugo pa odvajanje v kanalizacijo, se pravi, pomembni sta predvsem zato, ker govorite o tem, kje se sme oziroma se ne sme vodo posredno ali neposredno odvajati v podzemne vode oziroma v ostale v bistvu stoječe ali tekoče vode. Zanimiva je pa še ta uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, kjer smo potem potrošniki obveščeni o temle strošku odvajanja in čiščenja padavinske vode streh, ki ga je potrebno obračunati z ločeno postavko. To je tisti tako imenovani davek na dež, namen katerega pa je, da ljudi stimulira k temu, da se odklopijo od kanalizacijskega sistema in s to vodo nekaj sami naredijo znotraj svoje pač parcele, ali za zalivanje, ali še bolje za splakovanje stranišč, ampak gre za to, ker v bistvu želimo zmanjšati dotok te padavinske vode v kanalizacijski sistem. In zdaj, če ugotovimo, da je vse tako nekako še kar v redu, kje se potem zatika? Izpostavil bi tale članek, ki je bil objavljen v Gradbenem vestniku lani. Pripravili so ga kolegi iz LUZ-a, ki se veliko ukvarjajo tudi z pripravo prostorskih aktov in so ga poimenovali problematika načrtovanja sonaravnih ukrepov za celovito upravljanje padavinskih voda na urbanih območjih. In v bistvu, kaj so ugotovili, tukaj z rumeno poboldano, da v bistvu zakonska podlaga v zakonu o urejanju prostora pač obstaja, ker v bistvu predpostavlja, da je prostorsko načrtovanje kontinuirana interdisciplinarna aktivnost, da pa praksa kaže, da se strokovne podlage za ukrepe upravljanja padavinskih voda praviloma ne izdeljujejo oziroma v zadnjih letih striktno samo te hidrološko-hidravlične študije za tuje vode, se pravi za vodotoke, ne pa za lastne vode. In v bistvu tukaj potem te strokovne podlage, ki bi opredelile, se pravi, bomo rekli, od ponikanja do zadrževanja padavinskih voda in pa tudi, kakšna je zmogljivost obstoječih sistemov in kako potem to reševati z temi sonaravnimi ukrepi, v bistvu ta del pa potem v bistvu umanjka. Tako da njihovo priporočilo je, se pravi, pravočasna izdelava strokovnih podlag za te ukrepe upravljanja s padavinskimi vodami, ker kot smo rekli, morajo biti nekje umeščeni v prostoru, ne gre v bistvu za, da bi rekli, neke posege, ki sami po sebi bi zahtevali mogoče novo rabo, ampak morajo biti pa recimo znotraj obstoječih zelenih površin ali pa preko drugih faktorjev nekako umeščene, predvidene in pa tudi načrtovane. Zdaj, če preskočimo še na primere tujih dobrih praks, izpostavil bi 4 primere. 2 sta iz Evrope, se pravi Kopenhagen na Danskem, Rotterdam na Nizozemskem, Kitajska in pa Filadelfija v Združenih državah. Zdaj, kaj je bil povod? Povod je lahko različen. Za obe evropski
mesti so, pač povod so bile poplave in pa v bistvu preteče podnebne spremembe. Za Kitajsko v bistvu poplave in pa onesnaženost vodnega okolja. Filadelfija je sicer dosti specifičen primer, no, ampak tam je bila predvsem pa problem razbremenilnikov in v bistvu neke strožje zakonodaje, kjer so v bistvu to razbremenjevanje mogli omejiti, ne, v vodna telesa in so imeli v bistvu dve možnosti, ali z sivimi ukrepi ali pa z zelenimi ukrepi in so se odločili v bistvu potem za to modro-zeleno infrastrukturo. Zdaj, zelo pomembno, ne, vsem je tudi skupno to, da so sprejeli nek program. In če pogledamo vsi že praktično 10 let nazaj, ne, imajo, se pravi, Copenhagen Climate Adaptation Plan, Cloudburst Management Plan, Rotterdam podobno. Kitajska, ne, ima nek, bomo rekli, nacionalni program, ne, ker ostali so mestni programi, ima program teh spužvastih mest, ki so zaenkrat vključevali nekih 13 pilotnih mest, zdaj se pa to kar širi na celotno državo, ne. Filadelfija pa ta program Green City, Clean Waters. Še bolj pomembna zadeva, vsi imajo nek točno merljiv določen cilj. Se pravi, recimo Kopenhagen, preprečiti odtok iz več kot 1/3 utrjenih površin v kanalizacijski sistem. In pa recimo ob 100-letnem nalivu bo maksimalno 10 centimetrov vode na površju, se pravi zaradi preprečevanja poplav. Potem recimo Rotterdam. Vemo, Rotterdam pač je ogrožen iz vseh strani, od morja, od reke in od v bistvu podtalnice. In želijo imeti popolno odpornost mesta na podnebne spremembe do leta 2025. Kitajska, ne, do leta 2030 naj bi se na 80% urbanih območjih najmanj 70% padavin infiltriralo ali ponovno uporabilo. In pa Filadelfija v 25 letih preprečiti odtok iz več kot 1/3 utrjenih površin v kanalizacijski sistem. Potem, kaj je še tudi zelo pomembno, ne, to so vse tisti gradniki, ki smo jih prej omenili, ne. Razvite smernice in načrtovalska orodja, ne, kot odziv na ta zaznani problem, se pravi, niso samo sprejeli neke strategije, bomo rekli, pamfleta, ne, ampak so si zadali jasen cilj in potem tudi načine, orodja so razvili, da se v bistvu te stvari lahko izvedejo, ne. V Kopenhagen si bomo v nadaljevanju še podrobneje pogledali, tako da bom bolj ostale zdaj samo malo komentiral. Se pravi, Rotterdam imajo prav atlas, ki za vsako točko predvideva, kakšne bodo na tisti lokaciji ob različnih scenarijih posledice podnebnih sprememb. Se pravi, koliko bomo recimo poplavljeni, kakšna bo vročina. Potem Climate Adaptation Barometer, se pravi, to je za oblikovanje strategij in pa potem tudi za sledenje, kako se izvajajo. Potem recimo na Kitajskem, so v bistvu že kar lepo vse tole code, so v bistvu zakoni in oni so čisto lepo svoje zakone preprosto nadgradili in je to zdaj že noter uvedeno. Se pravi, recimo vidimo, kako se načrtuje cesto, zdaj je noter že pač navedeno, da se mora v skladu s smernicami za spužvasta mesta, vsebuje poglavje o modro-zeleni infrastrukturi in v bistvu, ko nekdo tam načrtuje cesto, to zdaj že on upošteva. Pri nas vemo, cestarji to delajo po nekem svojem pravilniku in potem kar naenkrat se čudimo, kako da nobena cesta ne vključuje modro-zelene infrastrukture. Tako da Kitajska res, bomo rekli, ni čist zgodba, bomo rekli, kar se tiče dosedanjega urejanja prostora, čist prenosljiva v Evropo, ampak iz vidika tega, kako si pa oni nekaj zastavijo in potem to izvedejo, pa mogoče tudi nekaj, kjer bi se pa mi lahko kaj naučili. Se pravi, vsem je skupno, se pravi, jasna vizija, cilji, medsektorsko sodelovanje, razvoj nekih smernic in orodij. Nisem posebej izpostavil, ker bom še v nadaljevanju, se pravi,
vsi vključujejo modro-zeleno infrastrukturo in pa modele urbane odvodnje. Se pravi, vsi zračunajo, kakšno je trenutno stanje, kakšno je naslednje stanje in kateri ukrep bo v bistvu največ učinka prinesel. Ja, zdaj, če si pogledamo Kopenhagen, se pravi, najprej so sprejeli plan v bistvu prilagajanja podnebnim spremembam, potem že leta 2012, kako se prilagoditi tem ekstremnim padavinam. Zdaj, kot sem rekel, povod je bil res ekstremne padavine, dejansko je celo mesto pač plavalo, škoda je bila v milijardah, in zato so se odločili, da pač morajo nekaj korenito spremeniti. In od njih tudi izvira tale, se pravi, neka rešitev načrtovanja vseh teh ukrepov oziroma kako se lotiti, kako nasloviti te težave. Se pravi, 6 korakov. Prvi je v bistvu zbiranje podatkov, hidroloških, trenutno raba in pa se pravi neki družbeni dejavniki, infrastruktura. Potem pa drugi korak modeliranje in kartiranje, hidravlično, poplave, kakšne so tveganja in pa seveda nakloni terena. Potem pod 3 se najprej ugotovi, kakšni so stroški, če ne naredimo nič. Če ne naredimo nič, kakšne so pričakovane škode, to je v bistvu, bomo rekli, to so praktično sredstva, ki jih imamo na voljo. Sam je bolj, da jih porabimo za investicijo, za preprečevanje, kot za potem odpravljanje škode. Kjer pa seveda tudi uporabljamo, se upoštevajo že climate factor, se pravi podnebne spremembe. Potem po 4. korak se naredi nek konceptualni model, tudi krajinsko arhitekturna rešitev, in seveda tudi potem nadaljnje načrtovanje še bolj detaljno. Korak 5, zelo pomemben, vključitev vseh deležnikov, neke javne razprave, javne delavnice in potem v bistvu design iteration, se pravi, se vračamo na korak 4, na podlagi te javne razprave oziroma nekih povratnih informacij deležnikov, se vračamo na točko 4 in potem skupaj usklajujemo najboljšo rešitev. In pa potem 6, v bistvu cloudburst economics, bomo rekli stroški in koristi, CAPEX, OPEX, vseh teh načrtovanih rešitev in potem izbira najboljše. Kako je potem vse tole izgledalo? Se pravi, to je vse to kartiranje, o katerem sem govoril, od naklona terena do obstoječih, bomo rekli, urbanih prispevnih površin oziroma catchmentov, se pravi, kam se vode stekajo, flood risk mapping, se pravi, poplavna karta lastnih voda, in pa potem tudi, kje so neke kritične točke, se pravi, kje poteka kritična infrastruktura, to je tale spodaj levo graf, mobility network, kako se vsi te ogroženost območja prikriva z neko kritičnostjo, ranljivostjo družbe. Tule so potem še izserti teh delavnic. In potem na koncu nek takle zemljevid, kjer je prikazano, kje bo voda tekla, v primeru res nekih ekstremnih poplav, v kakšnem obsegu, se pravi, tule vse je izračunano natančno, na kubični meter na sekundo, kje si bo voda utrla pot oziroma kje je vodo načrtovano odvajati ven iz mesta, in pa potem različne rešitve cest oziroma ukrepov, kako to vodo načrtovano brez prevelike škode odvesti iz samega mesta. Predvidenih imajo 8 tipov ureditev, 8 tipov cest, vsaka z neko svojo funkcijo oziroma dodatnimi koristmi. Tole je recimo en tak primer tele ceste,
Kaj je značilno? Cesta je v bistvu ni grajena, bomo rekli, v strehco, kot je mogoče pri nas značilno, se pravi, da se voda steka na rob. Voda se nekako steka stran od hiš na sredino in v bistvu cesto oblikujemo kot potem evakuacijsko pot iz samega mesta. In pa potem za neke take bolj vsakodnevne padavine so pa te pasovi, zeleni pasovi, bujni z rastjem, z drevesi, seveda to vse tudi v sklopu vročinskih valov, kjer se v bistvu potem ta voda čisti, tudi infiltrira. Ja, in vse skupaj je tudi tako zelo prijetno za prebivalce, vse te dodatne koristi. Ja, tukaj desno spodaj pa obstoječe razmere. Se pravi, vsi te ukrepi načeloma prometu jemljemo kakšen pas oziroma parkiriščem. Gre pa to vse skupaj seveda za trajnostno mobilnostjo z roko v roki. Kot primer bi izpostavil samo še Dunaj, kot eno mesto tukaj v bližini, recimo strategija Dunaja za prilagajanje na vročinske otoke, pod sklopom 4.3, hlajenje in ozelenjevanje stavb. Tukaj na koncu se pojavi hlajenje stavb za vodo, seveda pa tudi vsi tele ukrepi zelene strehe, zelene stene. Tukaj bi predvsem izpostavil nekaj, da pomembno je, da za njihovo napajanje z vodo uporabljamo pač padavinsko vodo, da jo zadržujemo, da ne uporabljamo da ne uporabljamo pitno vodo. To je spet tisti fit for purpose. Če bomo če bomo imeli veliko zelenih fasad, je totalno netrajnostno uporabljati pitno vodo za njihovo zalivanje. Se pravi, lovljenje padavinske vode in potem zalivanje vseh teh zelenih ureditev. In pa seveda celoten sklop 4.4, povečevanje količine vode v mestu. Gre za to, da voda v mestu, izhlapevanje vode je pač endogen proces, porablja energijo iz okolice, kar pomeni, da hladi okolico. Ja, rainwater, se pravi zadrževanje vode, prepustni tlaki, vodne, bomo rekli, vodni element, zagotavljanje pitne vode in tako naprej. Zdaj pa, da malo predahnemo, preden gremo na nek bolj še čist aplikativni vidik, bi zdaj prosil za vprašanja za udeležence, drugi sklop. Pa jih lahko tudi preberem. Se pravi, prvo vprašanje je, ali ocenjujete, da v Sloveniji lokalne skupnosti sistemsko naslavljajo prilagajanje na podnebne spremembe? In potem naslednje dve vprašanji vezani na to, se pravi, če da, ali imajo lokalne skupnosti jasno zastavljene cilje, ki jih želijo s prilagajanjem na podnebne spremembe doseči. In tretje vprašanje, če da, ali je celovito upravljanje z urbanim vodnim krogom eden izmed ciljev prilagajanja na podnebne spremembe. In pa pod 4, če ste na prvo odgovorili ne, se pravi, da se še ne prilagajajo oziroma ne pripravljajo, kateri so glavni razlogi, da se lokalne skupnosti na podnebne spremembe še niso sistemske odzvale oziroma se niso posvetile? Ali mislite, da pričakujejo usmeritve signali iz državnega nivoja, ali jim pomanjkuje, ali imajo premalo sredstev, znanja, vizije, prilagajanje na podnebne spremembe ni politična prioriteta, ali je kaj drugega, pa ne vemo. Se mi zdi, da vsi vemo, kakšni bodo odgovori, mogoče je to boljša anketa za kakšno občino ali pa kakšnega ministra.
Bi pa še to rekel, ne, tale vprašanja so zelo usmerjena v podnebne spremembe, ne. Zdaj, podnebne spremembe, tudi če jih ne bi bilo, bi vse te stvari v resnici mi mogli narediti, ne. Kot taki so sistemi pač v resnici netrajnostni, lahko jih izboljšamo in podnebne spremembe so samo nek dodaten push, da to naredimo, ne. Ugotavljamo, da lokalne skupnosti se še ne prilagajajo na podnebne spremembe, nimajo posledično ciljev. Nimajo ciljev, ampak del vas je odgovoril, da urbani vodni krog vseeno nekako verjetno, predvsem sklepam preko poplav, probajo naslavljati oziroma se zavedajo tega problema. In če ne, se pravi, podnebne spremembe niso politična prioriteta, pomanjkanje vizije se potem pojavi in pa minimalno pomanjkanje znanja, sredstev. Zanimivo, da ocenjujete, da ne pričakujejo usmeritve iz državnega nivoja. No, jaz bi mogoče vsaj rekel, da tudi tukaj malo ta pasivnost, vsaj tako, kot jaz vidim. Stvar za diskusijo. Zdaj pa samo še par stvari o implementaciji oziroma kje jaz v Sloveniji vidim modro-zeleno infrastrukturo oziroma kje je že ne vidim. Se pravi, vidim, ne tako vidim potencial, ampak kje jo vidim in ne vidim v prostoru. Tole je en meni zelo lep primer, parkirišče v Volčjem Potoku, se pravi, dovozne poti so asfaltirane, tudi ta del parkirišča bližje vhodu desno je asfaltiran, se pravi, površine, ki se pogosto uporabljajo, asfaltirane, ostalo je pa zatravljeno. Verjetno ni treba preveč besed izgubljati, na kakšno parkirišče je pač boljše priti. Je pa tako, ne, tlele dodam od spodaj disclaimer, ne, ni univerzalnih rešitev, upoštevati je potrebno značilnosti vsake lokacije, ne, od upravljanja ogroženosti, vodovarstvenega režima, prepustnosti zemljine, namenske rabe in tako naprej, ne. Se pravi, tegale primera ne moramo pač povsod izvedeti, bi ga pa mogli povsod, kjer to lahko naredimo. Potem en primer novejši, infiltracijska kotanja, tole je Park plus Ride v Stanežičah, tole je ena, tole je druga, tlele na levo, se pravi, vode iz parkirišča se grejo preko lovilca olj in potem v to infiltracijsko kotanjo, kjer vsa veselo ponikne, ne, tam smo na zelo prepustnem terenu in na ta način se je v bistvu rešila ta površinski odtok. Je pa res, da tukaj je bilo dovolj prostora, ne, v bistvu potem toliko prostora nameniti ni problem, ne, je pa to zdaj pol, tukaj pridemo do urbanizma in umeščanja, ne, stvari v prostor, vseeno je tale prostor potrebno predvideti. Da zadrževanje na parkiriščih ni to zdaj neka, bomo rekli, čisto znanstvena fantastika ali nekaj, kar smo lani pripeljali. Tole je primer tazga parkirišča v Celju pred športno dvorano Golovec oziroma pred Mercator centrom. Je bilo izvedeno že leta 2003, vidimo tukaj le še ni dreves. Spodnja slika že leta 2012, so drevesa že fino zrastla. In potem na sliki 3, tukaj desno spodaj, v bistvu tudi v času nekega močnejšega dežja, v bistvu samo nekaj vode v tem jarku. Zdaj, kako zadeva funkcionira tale prerez, se pravi, dovozne poti so asfaltirane, tukaj, kjer so avti, so v bistvu tlakovci, se pravi, to že omogoča neko mero pronicanja, pa potem ponovno evaporacija, ne. Potem drevesa oziroma ta vmesni pas deluje kot nek zatravljen jarek, poglobljen, se pravi, tudi celotno parkirišče, ne, voda se steka v ta najnižji del, in pa potem noter neko nasutje, drenažni sloj, kjer v bistvu se ta voda zadržuje, presežne vode so pa še vseeno potem lahko odpeljane prek drenažne cevi.
Kaj je tudi pomembno pri tej zadevi? Recimo nek tak zelo običajen poletni naliv, voda bo pač se tukaj zadržala in potem bo naslednje dni ta voda pač evaporirala, drevesa pač bojo, ne bojo toliko podvržena suši, evapotranspiracija se bo dogajala v glavnem hkrati tudi pač hladine, se pravi deluje na način, da zmanjšuje poplavno ogroženost in pa tudi pač hladi okolico. To je v Celju, en primer, se pravi zadrževalni bazen, ponovno, kako se ga lahko pač umesti, se pravi isto že leta 2003, ja, je pa tukaj lepo leta 2012, že vse zelo zaraščeno, se pravi, potem se pa pojavi tudi vprašanje vzdrževanja, se pravi vseeno pa je treba na kakšno leto ali dva priti zadeve malo pokositi oziroma odpeljati kakšen sedimente. En tak primer, recimo, je tudi zadrževalni bazen znotraj krožišča, tole je pri Qlandii v Novem mestu, se pravi v Sloveniji imamo tehle krožišč, zdaj po zadnji finančni perspektivi ogromno, ampak vsi so zgrajeni kot nasutje, če naredimo, preslikamo, pa lahko notri zadržujemo vodo. Ja, še par čist takih drobnih primerčkov iz Ljubljane, recimo, zakaj ne tam, kjer so recimo pešci, v večji meri recimo takele travne rešetke, se pravi še vedno kolesa lahko pač shranjujemo, podobno tlakovci. In pa potem recimo drenažni beton, je tudi nek tak primer učinkovitega načina zmanjševanja tega površinskega odtoka. Tole je v sklopu ene poletne šole, primerček zraven stavbe naše fakultete na Jamovi 2. Ja, in še nekaj zamujenih priložnosti, se pravi, bi bilo pa tudi kaj lahko bolje, predvsem v zadnjem času je veliko prenov, pa še vedno se kakšne stvari delajo mogoče tako, ne kot bi si človek želel. Tole je primer Poljanska cesta, se pravi tale korita za drevesa, nobenega stika, nobene komunikacije z okolico. Kako bi lahko, kako to recimo izgleda predvsem so tole primeri iz Amerike, rain gardens, ki so v bistvu namenjeni ravno temu, da v bistvu vodo iz ceste zadržijo, delno očistijo, potem, če je to možno, pač infiltrirajo, drugače pa v bistvu se zadrži, za neke povprečne padavine se voda tukaj zadrži, za ekstremne pa deluje kot v bistvu ukrep za zmanjševanje konice. Tega je res zelo veliko, pač v Ameriki in tudi niso toliko zelo, kako bi rekel, tole vodo, površinski tok iz ceste tudi ne tretirajo tako zelo mogoče hudo, kot ga mi ponekod. Se pravi, ta voda ni tako zelo onesnažena. Ja, in še nekaj takih primerov, mogoče zatečenega stanja, tukajle na levo primer v Tivoliju, pred kratkim prenovljen pač parkirišče in je ponovno tale desni del, ki je namenjen izključno pešcem, vodo peljemo v kanalizacijski sistem, namesto da bi recimo naredili tukajle tale pas dreves poglobljen, voda bi se lepo tja stekala in tudi infiltrirala, če bi bilo pa preveč, pa še vedno lahko pač gre v kanalizacijski sistem. Tole je tudi dva primera iz Tivolija, vem, da je to pač zatečeno stanje, že verjetno 50-60 let, kot pravim, takrat je bila neka druga paradigma. Upam, da če se bo kdaj tole prenavljalo, da potem teh jaškov tukaj več ne bo in se bo voda, se bo naredila tukajle neka globel, kotanja in se bo ta voda zbirala v samem parku, ne pa da v bistvu vodo iz parka mi odvajamo prek kanalizacijskega sistema. Še en takle primerček, zakaj me je predvsem, ker se tukajle pogosto s kolesom mimo vozim, odlično so posadili drevesa na novo. Moj komentar je, da je pa lahko v tem primeru pa tudi tele jaške malo predrugačili, se pravi tale
del pod drevesi aktivirali in tale voda iz pločnika bi se brez kakršnega koli zadržka lahko tukaj nekako skupaj z drevesi pač zadržala. Me bo pa zanimalo, če bo imel kdo, ki se prav z drevesi ukvarja, kakšno pritožbo na tako potencialno rešitev. Pravilo, zadržujmo in ponikajmo povsod, kjer je to možno. In še recimo tale primer, se pravi središčni pas na Gosposvetski, ponovno vse v granitnih kockah, tudi v bistvu ne razumem, zakaj tukaj to ni odprto. Zdaj, mogoče je tako neko malo drobnjakarstvo, ampak se moramo res zavedati, da v končni fazi vsaka površina, ki ni tlakovana, tudi če bomo to zmanjšali, začeli za nekaj procenti, so pa to mogoče oni procenti, ki nam jih bojo podnebne spremembe prinesle. Tako da v to smer bi mogli iti in vsako prenovo izkoristiti, zato da stanje malo izboljšamo, ne pa mogoče še ohranimo oziroma poslabšamo. Zaključki. Zdaj, če se spomnimo, trenutni kanalizacijski sistemi izhajajo iz nekih drugih časov in stanja tehnologije in njihove težave bodo podnebne spremembe samo še intenzivirale. Če želimo trajnostno obravnavati vodo v urbanem prostoru, moramo k temu pristopiti sistemsko. Predlagamo modro-zelene rešitve, ki v bistvu sledijo procesom značilnim za naravni vodni krog, se pravi, gre za spremenjeno paradigmo. Ključno je, se pravi, poznavanje trenutnega stanja preko meritev in pravilna ocena pričakovanih spremenjenih razmer. To naredimo z modeliranjem. In pa izbor rešitev je pogojen z značilnosti lokacije ter temelji na procesu vrednotenja prednosti in slabosti, se pravi, tistega tehtanja, kateri scenarij je najbolj ugoden za določeno lokacijo. In pa seveda interdisciplinarnost, ne moramo dovoljkrat poudariti, ker sicer urbani prostor ne bo več funkcionalen, bo monofunkcionalen in to ni tisti prostor, v bistvu, ki si ga želimo oziroma ki bo imel neko dodano vrednost za prebivalce. Zdaj pa za konec samo še dve taki zvezdici. Kaj so pa svetovni trendi, pa se jih mogoče danes nismo dotaknili, pa bi zahtevali čisto še nadaljevanje. Se pravi, kakor sem omenil, voda v krožnem gospodarstvu, zapiranje vodne zanke, se pravi, bolj podrobno še pogledati, kako se tega lotiti recimo v nekih stavbah v turizmu, recimo, hoteli so zelo zanimivi, kaj početi. Industrija to že kar dobro počne zase, zaradi tega, ker ji pač poraba vode ne predstavlja strošek. Gospodinjstva in neki te javna poslopja so pa recimo še kar izziv. Se pravi, potem ponovna uporaba odpadne vode, se pravi, ločevanje različnih vrst odpadne vode in njihova ponovna uporaba, ter obnova hranil iz odpadne vode, se pravi, vseh nutrientov, ki jih odpadna voda nosi, in recimo uporaba v urbanem kmetijstvu. En projekt evropski, katerega del smo tudi mi oziroma moja fakulteta, so teli Edible Cities, Edible City Solutions, mreža užitnih mest. Gre za v bistvu ravno za to, za neko urbano kmetijstvo, ki se povezuje z odpadno vodo, in pa Cost Action Circular City, ki pa v bistvu govorijo o vseh ciklih v zapiranju osnovnih tokov, kjer je pa v fokusu v bistvu prav voda za uporabo sonaravnih rešitev. Tako sem jaz sklenil tole moje predavanje. Jaz bi kliknil sam še na tale YouTube, pa lahko mi sicer začnemo kar z diskusijo vmes, ampak tole je en takle lušten filmček o temle EDCitnetu. Ne EDCitnetu, Cost Actionu, pardon. Kaj pa je zdaj to?
Bom jaz tole vmes odprl, no, pa bom še vedno share screen, pa se bo vmes sam ta filmček zavrtel, da boste videli, o čem gre, pa kar prosim, da ne vem, Maja ali kdo bo vodil diskusijo, kar izvoli. Hvala, Matej, za super predavanje. Mislim, da smo kar pozorno sledili in tudi se kar malo že uspeli meniti med tem, ko si govoril. Mogoče ne bomo uspeli čisto na vse odgovoriti, ker je kar nekaj zanimanja, neki so se pa, no, kot rečeno, že ljudje med sabo pogovorili. Zdaj bom kar nekako šla od zadaj, tako da, ker mi je tako nekako lažje slediti, se opravičujem tisti, ki ste že prej postavili vprašanje, ampak tlele je vprašanje gospa Vesna Zupanc, na kateri točki v zakonodaji bi morali spodbuditi upoštevanje lastnih voda v strokovnih podlagah in kako to obravnava vodna direktiva, če sploh obravnava. In prosim še za pojasnilo, kako se v angleščini reče lastna voda in kako je uporaben drenažni beton za parkirišča. Veliko vprašanj. Ok, ja, zdaj, to je tako. Ne preveč na dolgo, ker imamo kar še nekaj vprašanj. Za točko 1 bi rekel, bi predvsem obrnil na tisti članek, ki sem ga pokazal in rekel, da kakor so ugotovili že tam avtorji, ne, da napačen je pristop, da pričakujemo, da bo čisto vse predpisano in vsi koraki, ne. Pač nekdo, ki ureja urbani prostor, bi mogel razumeti, da te poplave so problem in da to lahko predvidimo samo pač s temi modeli in da jih zaradi tega pač potrebujemo, oziroma da to potrebujemo. Zdaj, verjetno oni bolj poznajo ta postopek, kako se do te strokovne podlage, mislim, ali rabijo prav temeljitev, zakaj jo potrebujejo, ne. Ja, vprašanje je, so strokovne podlage, ki so obvezne, in tukaj bi bilo mogoče to navezati na to, da si ti pravzaprav opozoril, da je ta strokovna podlaga danes v bistvu za upravljanje vode oziroma obvladovanje poplav nepopolna, ker ta podatek manjka. To si nam tudi lepo pokazal, Mi izhajamo iz sistema, se pravi, te strokovne podlage, hidrološko-hidravlične študije, ki jih imamo trenutno, za njih je nekako pristojna direkcija za vode kot mnenjedajalec, recimo, ko se sprejema OPN, Za te lastne vode je pa v bistvu tista lokalna komunala oziroma upravljalec tega kanalizacijskega sistema nekako pristojen, Tako da v resnici oni bi mogli praktično zase zahtevati te modele, da bi v bistvu sploh svojo trenutno situacijo razumeli in potem tudi na podlagi tega oni dajali mnenje, ga oblikovali. Ampak tukaj pa moraš priznati verjetno, da je to relativno v bistvu nenavadno, ta delitev, da je en del vode, ki prispeva k poplavni ogroženosti v pristojnosti nekoga, en del pa v pristojnosti nekoga drugega. To je velika težava za upravljalca, se pravi za lokalno skupnost. Se strinjam. In to vprašanje se mi zdi še kar merodajno, Ampak saj smo tam videli, za lastne vode so za te padavinske vode na območju pač naselja so odgovorne občine, Dejansko je to pristojnost občine, To je prav dikcija v zakonu o vodah. Ja, sej se razumemo. Strinjam, vsekakor, mislim, se strinjam, da se to kje vključi, Ja. Se opravičujem, sem narobe tam rekla, sem rekla, če je kaj v vodni direktivi, je me opozorila gospa Zupanc, da je omenila poplavno direktivo, če je tam noter kaj. Ja, poplavna direktiva je vseeno bolj namenjena, pač dejansko se navezuje na vodotoke, V tem kontekstu pač te lastne vode, in dobro vprašanje, prevod. Dejansko tole je malo tako bolj, bom rekel, slovenska delitev oziroma slovensko poimenovanje. Mogoče je to boljši koncept oziroma vzporednica z angleškim prevodom za pluvial pa fluvial floods, se pravi poplave od reke, bi mi rekli jim tuje vode, in potem te pluvial floods, ki so pa v bistvu padavine, ki nastanejo zaradi hitrega površinskega odtoka oziroma ker kanalizacijski sistem ne more odvajati
vsega površinskega odtoka. No? Tako da v tem kontekstu najboljša vzporednica so fluvial floods. Okay. Kaj pa še ta, ne vem, uporabnost drenažnega betona? Ja, drenažni beton, lahko je drenažni beton tudi različne druge rešitve, gre za pač prepustne materiale. To je super zadeva, ne vem, kaj ni drugega rečem. Problem je omejitev zdaj, če se nahajamo na nekem varstvenem režimu zaradi vodovarstvenega območja, ne, recimo, potem je recimo problem s parkirišči, ne, z nekimi recimo pač površinami za pešce, tam pa recimo sploh ni nekega zadržka, ne. Ne vem, če smo odgovorila v celoti. Ja, mislim, sigurno je beton še z kakšnega drugega vidika vprašanja, ne, saj njegova nepropustnost ali pa propustnost je vendarle samo ena lastnost betona, ne. Tako da jaz, na primer, kot krajinski arhitekt se težko čisto strinjam s tem, da je to super material. Pač to samo ena njegova pozitivna lastnost, ne. Ne, sej pač to je tako, ne. Drenažni beton je v redu tam, kjer recimo more biti tlakovana površina, ne, se pravi, težko si verjetno predstavljamo, ne vem, Čopovo v Makedamu, ne. Tako da na nekih takih površinah je pač primeren je pa tudi zaradi tega, ker pač ga lahko oblikujemo, ne. Je pa mogoče še to, no, prej nisem hotel časa pobirati, ne. Tam je bilo to v sklopu neke klopce, v neki senčke, ne. Tam se v bistvu je tudi to, da od spodaj je pač tako globoko nasutje 1 meter pač gramoza in v bistvu voda, ki pade, v bistvu ne pronica noter in potem tudi tam se zadrži, ne, in potem tudi spet počasi evaporira, ne, ima ta hladilni učinek, ne. Tako da deluje na več načinov. Pol je bilo tle še eno vprašanje, ki je sicer mogoče delno, hvala Matej, se mi zdi, da si super to pojasnil, tudi gospa se lepo zahvaljuje. Kje lahko najdemo opise mehanizmov, kot so vzdrževalna kotanja, grajeno mokrišče in ali v Sloveniji ti mehanizmi že kje delujejo? En priročnik, ki je zelo dober pa zelo obsežen, je The Suds Manual. Lahko tule v chat napišem. Je 1000 strani, pač izvorno je iz, The Suds Manual, pardon. Izvorno je iz pač Anglije in gre za to, mislim, 1000 strani se sliši veliko, ampak v bistvu gre pa za to, da je vsak ta ukrep opisan na recimo 20-30 straneh in so noter v bistvu navodila, kako ga hidravlično dimenzionirati, kako je v bistvu z biodiverziteto, kako je s tem amenitijom, dodano vrednostjo, na kaj je treba biti pozoren, tudi enačbe za dimenzioniranje. Tako da to je ena taka literatura, ki je res zelo uporabna, no. Tako da sem bil v smeru nekoga, recimo za začetek. Nimamo pa tega v Sloveniji, ne, to pa seveda ne obstaja, še sej pač prevod ali kaj bi rekel. So pa za določene elemente, a ne, recimo ponikovalnice ali pa infiltracijski jarki, ne, obstajajo pa dosti dobri teli ATV-V, ne, standardi oziroma ja, nemški standardi, ki so mogoče našim inženirjem bolj blizu, ki so pa prav specifični recimo za ponikovalnice, za ja, neke take kotanje. Je pa ja, to relativno, tako bomo rekli, razpršeno oziroma, če poznate ta sistem standardov, zelo razdrobljeno, no. Pa recimo isto tudi, ne, danes nisem govoril, isto ne, pač za zelene strehe obstajajo standardi in podobno, no, tako da to nekje tako razdrobljeno obstaja, ne, kot nek pregled je pa recimo res tale The Suds Manual, toplo priporočam, no. Super. Zdaj pa mogoče še vseeno nazaj k tem modelom, ki bi jih v bistvu občine na primer potrebovale, zato da bi te svoje lastne vode lahko obvladale. Sem še eno tako zelo pragmatično vprašanje. A obstaja kakšna ocena o tem,
koliko časa in denarja je na primer potrebnega za eno povprečno občino, ki ima to težavo, dosti izraženo, in v kakšnem času bi lahko sploh to nekako kompenzirali, da bi občine to dobile, no? A je to sploh operativno? Tu je bil en slajd, ki sem ga vrgel ven, za Slovenijo. Ko sem šel na slovenske primere, so nekatere občine, ki to recimo imajo, vem za recimo Novo Gorico, ker so bile tam povezane z enim našim bivšim doktorantom oziroma pač asistentom, in je on to pač skupaj s komunalo so to pač v bistvu razvili. Večina krajev tega nima oziroma občin tega nima. Med večjimi, ki se je zdaj tega lotila oziroma so lani naročili, to je Mestna občina Maribor. In tam je v bistvu tako poteka v dveh fazah, se pravi, ena faza je v bistvu, so vsi teli merilniki, se pravi, da se meri na kanalizacijskem sistemu pač pretok, to je bil en sklop. Mislim, da ocenjen na približno 100.000 evrov, zaradi tega, ker tam je teh merilnikov res veliko, približno 20. Že samo en ta merilnik je približno 5.000 evrov, tako da zaradi tega potem hitro prijemo na to oceno. Potem je pa še samo modeliranje, je pa seveda odvisno pač, kdo je izbran na javnem razpisu, no, ampak mislim, da za Maribor je bilo to tam nekje med 150 pa 200.000, no, je bila cena. Čez izvedbe pa meritve je fino, če vsaj kakšen let trajajo, zaradi tega, ker moramo ujeti vsaj kakšen tak močnejši dogodek, naliv. Dlje časa, ko merimo več podatkov, imamo pol tudi boljši model. Tako da prvi korak so definitivne meritve, seveda pa meritve z zavedanjem, kje jih potrebujemo, zakaj jih potrebujemo, da bomo pa zgradili model. Sam model pa zdaj, mislim, vse to je zdaj odvisno od kompleksnosti in velikosti, pač manjše, ko je območje, hitrejša je zadeva, večja kot je, se pravi, za nek Maribor, je kompleksnost vseh teh dotokov, povezav veliko večja. Ja, super, jaz ne vem zdaj, a je še kdo, ki bi rad kaj direkt vprašal? Jaz nekako v temle našem pogovornem oknu ne vidim novih vprašanj. Mislim pa, da smo lepo zaokrožili temo in se zanimivo podučili, res dragoceno, hvala lepa. Veliko zanimivo in mnogo smo izvedeli, predvsem pa dobro organiziranega. Če nima nihče nič več za dodati, bi se lepo zahvalila v imenu vseh, tudi vsem, ki ste poslušali. Kot rečeno, posnetek bo na razpolago in tudi en kratek zapis bomo objavili po dogodku. Hvala, ker ste bili z nami, hvala Matej še enkrat in lep pozdrav vsem. Ja, jaz se tudi še enkrat zahvaljujem za povabilo in sem vesel, da so ljudje zainteresirani za to temo. In upam, da bojo zdaj sledili, da zdaj čakamo samo še na akcijo oziroma, da se nekaj premakne. Ja, mi tudi. Skupaj upamo, vsi smo skupaj sedeli takrat na Ptuju leta 2019 že in skupaj navijamo, zato da bi se odprlo razumevanje za ta detajl. Zdaj pa že dežujejo pohvale tudi v pogovoru. Super, hvala. Super, adijo, hvala vsem.